Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovani visoki gostje, dober večer, iskrena hvala lepa, ker ste z nami, ker ste napolnili to krasno, čudovito prizorišče, poletno gledališče Studenec. Veste, navado imamo in zdi se nam lepa, da na večer premiere po predstavi rečemo hvala. Vsem, ki so ali vsem, ki ste pomagali pri nastajanju tega, kar je nocoj zletelo iz varnega gnezda vaj in priprav zaživelo tule pred nami v polnem sijaju in čaka. Od nocoj naprej čaka na ponovitve, na nadaljevanje festivala in poletja, ki spoznavamo vsako leto, tako hitro mine. V imenu igralske družine, v imenu kulturnega društva bi radi rekli hvala. Vsem, ki ste tako lepo napolnili, kot rečeno, gledališče, pa vsem tistim, brez katerih pomoči bi bilo delo kulturnega društva Miran Jarc Škocjan pri Domžalah nemogoče. Predsednik društva, pa tudi avtor priredbe in režije dela, ki nas je navdušilo nocoj, Lojze Stražar, je vnaprej razmišljal: naša želja je, da bi vsak obiskovalec našel svoj košček navdiha in obenem razvajal svojo dušo. Dragi Lojze, uspelo vam je vsem skupaj znova iskrene čestitke in hvala v imenu vseh, ki smo imeli priložnost biti na krasni premieri. Čestitke, hvala lepa. V knjižici, ki spremlja letošnji festival, ki vabi k ogledom dogodkov, je župan občine Domžale Toni Dragar zapisal: predstave, ki sem si jih ogledal doslej, so me napolnile z lepimi vtisi in me pustile brez besed. Danes je pustil besede doma in se iskreno opravičuje, pa vendar lepo pozdravlja, vošči vnaprej in obljublja, da pride na eno izmed ponovitev, izmed predstav, ki so še pred nami to poletje. Veste, premiera je pač nekaj posebnega. Večer prve predstave pred občinstvom ima v sebi posebno čarobnost. Kar nekaj vraževernih celo navad, ki se držijo garderob in zaodrja že vse gledališke čase in vseh menda kultur sveta, je dokaz, da prva predstava ni nekaj običajnega. O ne. Pred njo želja po zlomljeni nogi, prepoved žvižganja, pljuvanje čez ramo in še kaj. Pa kaj bi to? Navade po premieri, te so prave in so veliko lepše brez vraževerja. To pa naprave oziroma vse tisto, kar nas zdaj le čaka, tudi letos vas, dragi vsi nastopajoči, pozdravlja Cvetje. Cvetje pred vami, vam je namenjeno v zahvalo za trud, odrekanja in priprošnjo za naslednje večere. Še 10 jih bo. Vsem in vsakemu od glavne do pomembnih stranskih vlog iskrene čestitke, rože pa prihajajo strani tistega, ki se opravičuje in vas je že lepo pozdravil, strani domžalskega župana. Rožce za rože. Radi pa bi se nocoj, veste, zahvalili tudi vam, dragi sodelavci, ki ste v vročih večerih pred premiero nevidno morda garali. Pisali, skladali, načrtovali, študirali, šivali, mizarili, barvali, se dogovarjali. Velik stroj je bil dobro naoljen, drugače bi ne bilo nocojšnjega večera. Spoznajmo tiste, ki bodo v naslednjih ponovitvah ostali skriti, nocoj pa ne. Njihovo delo pa nikoli, ne nocoj in ne do konca. Kje pa? Tesni sodelavec režiserja in tistega, ki ima v rokah vse štrene predstave, Lojzeta Stražarja, je že nekaj let izjemni skladatelj in glasbeni producent, ki našim predstavam doda neprecenljivo, doda glasbo. Kljub pisanju, skoraj že dokončanju opere, si je tudi to pomlad in poletje vzel čas za Studenec. Gospe in gospodje, Slavko Avsenik mlajši. Za vstop v minule čase, vstop v Jurčičev čas tudi brez besed poskrbijo
Poglejte si jih še enkrat. Izvrstni kostumi. Zaupani so bili mojstrici Andreji Stržinar. Ja, kostumi. Kostumi so nas res predstavili v minule čase že brez besed igralcev. Čudovita, mogočna scena pa nas je prepričala že ob prihodu, ko so odrske luči še čakale na začetek. Veliko delo so opravili Urška Gregorič, Avguštin Gares in Florjan Strnšek. A veste tako, da je vse ful prav teklo, da je vse lepo in prav teklo tudi z jezikom. Zato je poskrbela lektorica Teja Kačar, danes bi ga lahko lomili, ker se je opravičila in bo rožce dobila kdaj drugič. Igralci, ko bi prej vedeli, a ne, da je ne bo. Krasno vam je šlo, ko bi bila Teja z nami. Aplavz nadaljamo. Ne znam si predstavljati, kako vroče je bilo v minulih popoldnevih in večerih, ko je bilo tule treba plesati. Joj, koreografija je bila zaupana Sabini Selan. Lepoto dam iz študentskega odra prav žlahtno poudarja masker. Iz mladih pobov pričara izkušene možake, plešasta glava postane kot rolasa, veliko zmore Sašo Vene. Masker, jaz pa omenjam pleše in kodre, no, z obojim in še čim ima največ dela frizerka Mateja Gradišek. Na enega se moram spomniti še presnet. Bernard Miklavc, naš poet. Saj vidite, je eden šival, drugi risal, Miklavec gospod pa pesmi pisal. Res, besedila skladb, ki so nas navdušile, je spisal Bernard Miklavc. Tudi zaradi izkušenj minulih let vem, da so si takole pred premiero mahali pred svojim čelom vsi, vse večere. Res, verjemite, živo si predstavljam, če bi bilo hladno, če bi bila zima, bi lahko mahal pa le eden. Zborovodja, Karel Leskovec. Med odmorom sem slišal taka in drugačna vprašanja, mnenja nas gledalcev, tudi pa kako lahko vsi tako lepo pojejo. Odgovarjam zdajle, ker je bila mentorica solistov Pija Brodnik. Zato. Pa orkester, orkester, kako je zvenel, ves čas večera. Seveda pod mentorstvom Tomaža Kukoviča. Gledališče
Če je lepa, krasna čarovnija, sredi noči je na odru pravi dan, ko prade mrak se stemni, ko je čas za veselje, posvetlijo vesele barve, odožni melodiji sledi modrina in še odtenkov imajo v malhi oblikovalec luči Janez Mlakar, Mira Mlakar, ki bdi nad svetlobnimi učinki in mojster luči Jasmin Šehić. Kako se lahko naučite toliko besedila, sprašujejo igralce po predstavah in potem razlagajo, a veste, o različnih tehnikah, kot čarovnik, ki ne razkrije trika, čisto vsakega. Jaz povem pa kar na glas. Šepetavka je Neva Mauser Lenarčič. Tudi če se zatakne, gre naprej. Brez nje bi bilo drugače. Neva. Ne le gledalci, tudi nastopajoči so veseli dela, znanja in opreme Rada Černeta, ki tudi letos skrbi za ozvočenje. Asistent ozvočevalca, tudi tisti, ki z njim gara še dolgo po predstavi in vsak večer pred njo, je tisti, ki ga najbolj skrbi, če delajo na glavni mikrofoni igralcev. Ampak ni sam pri tej skrbi. Tu sta asistenta Anže Cerar in Klaudija Gregorin. Poznate izraz inspicientka? Tista, ki skrbi, da v zakulisju teče vse tako, kot mora, da so igralci pripravljeni pravi čas, da stojijo pri pravih vratih, da se klepeta potiho, da je čista tišina. Ja, kar nekaj dajev bi bilo še pri opisu nalog Marte Majdič. Takole na večer premiere vse izgleda tekoče, krasno, brez težav. Vmes od pomladi sem jih je pa kar nekaj. Reševati jih pomaga tudi koordinatorka Eva Dolinar. Med člani društva so tudi igralci in igralke, ki imajo še vrsto drugih zadolžitev. Nad rekviziti denimo bdita Špela Prenar in Katja Mihelčič. V veselje in čast nam je, da že vrsto let v mnogih predstavah sodelujemo s slikarjem Jožetom Napotnikom. Poskrbi, da deli scene oživijo še bolj, kot živijo v resnici. Letos je Jože avtor panorame pokrajine. Brez mnogih pridnih rok, ki znajo poprijeti za vse, tudi ne bi šlo. Po domače in brez pomoči lektorice bi rekli Tausend Künstlerji, Srečo Rankar, Franc Rehar, Janez Vesel in Bojan Vodlan. Kakšna lepa pisana družba, kaj ne? Prav vse vodi, za vse povedano skrbdi in bdi še na 1001 predvideno in nepredvidljivo rečjo režiser in predsednik društva Lojze Stražar.
gospe, cenjeni gospodje, če smo zdaj le predstavili tiste, ki so v zakulisju, potem je v zakulisju tudi Lojzeta Stražarja, gospa, ki je pomladi v glavnem sama doma, ki čez poletje sem in tja ob večerih vidi soproga, če pride ravno na predstavo pogledat, gospa Marjana. In ker mi razumemo gledališče, tale oder, vse, ki smo na deski, in vas, nas, ki pridemo predstavo pogledat kot eno veliko gledališko družino, bi zdaj rad povedal, da sta včeraj Marjana in Lojze praznovala zlato poroko, že jamra. In družina ob takem prazniku, kadar smo skupaj, tudi zapoj. Pa dajmo! Vse najboljše za vaj, vse najboljše za vaj, vse najboljše, dragi Lojze in Marjana, vse najboljše za vaj. In ker seveda tudi ob taki priložnosti nikakor ne moremo brez darila, vsi predstavniki Kulturnega društva Miren Jarc Škocjan obema slavljicama, zlatoporočencema, to poletje podarjamo 10 brezplačnih ogledov predstave 10. brat v eminentnem prostoru, sama boste lahko izbrala vsak večer. Dobrodošla! Pokoj v živo! Tako zelo smo vas veseli, da bi kaj takega radi rekli tudi vam, vsakemu posebej, ampak ne bo šlo. So pa predstave namenjene tudi vam, ker tole ni bila ena lahka komedija, če česa niste razumeli, pridite pogledat, še 10 ponovitev bo, s časom vam bo vse jasno. Brez skrbi, kako se je razpletlo, kdo je čegal bratranec in kdo je glavni pokrovitelj naših večerov in festivala. Generalni sam, včasih smo rekli Domžale, zdaj je treba pa kar naštevati, ampak se jih poznate, Tehnične trgovine, tudi v njihovem imenu, hvala, ker ste z nami. Hvala, ker imate radi ljubiteljsko kulturo, poletno gledališče Studenec in srečno rajžo domov, pa pridite še kdaj. Še lepo.